Najprej povedal vam bom nekaj, da se da ugotoviti, koliko ste bili vi zdaj prisotni v resnici za ljubečnost. Ta eksperiment sem jaz delal v raznih skupinah, še v Gost Martuljku, in sem videl, da smo lahko videli, koliko energije pozitivne ali pa negativne se lahko zbere v nekem takem prostoru, kot je ta. Kot sem povedal, da mi miselno imamo energetske naboje. Najmočnejši naboj je ljubečnost. In ko boste tukaj v enem od prihodnjih seans, bom takrat ugotovil, koliko je v tej prostoru pozitivne energije. Potem bomo pa pogledali tudi, koliko je pa negativne. Kajti, moramo vedeti nekaj, energija je samo ena. Ampak ta energija se trenutku prilagaja potrebam duhovnega sveta. To se pravi, dobro pa slabo je v nam. Kolikor je dobrega, toliko je dobrega. Mi pa lahko v trenutku menjamo energijo dobro, ljubečo v jezo. Čustva, pa vse ostalo, to je taka krama, ki nam odvzema lepoto notranjega sestavljanja življenja. Visek, jaz sem vam zadnjič prinesel ene viske, danes je tudi tukaj, z viskom se da to ugotavljati in to najprej eksperimentirajte doma v svojem lastnem krogu, brez prič. Kajti, če bo enkrat ena priča, morate vedeti nekaj, on misli. In ta misel je ta energetski naboj, ki te bo razvrednotil rezultat, ki ga iščeš. Vi morate biti, pogledajte, zdaj smo bili umirjeni. Bili smo tako rekoč v nekem nadnaravnem odnosu z časom. Bili smo umirjeni. Bili smo v neki določeni obliki nekega cilja. Vsak ima en cilj, vsaj tako je Jožko zahteval, da boste opredelili svoje misli na nekaj pozitivnega, na nekaj ljubečega. Tudi ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe je prva stvar. Kajti, če sebe ne ljubiš, drugega ne moreš ljubiti. Zato pravim, da moramo to ljubezen širiti. Tukaj bomo pa v eni prihodnjih seansih vam bo pokazal in boste sami videli, koliko pozitivnega pa negativnega je v tem prostoru. Kaj bomo pa pol delali? Potem bomo pa čez nekaj časa bomo registrirali to, bomo pa videli, a smo kaj napredovali, ali nismo nič napredovali. Na ta način sem jaz v Gozdu Martuljku se seznanil z enim, ki je bil tako zvan mag, ki nam je točno pokazal človeka, naj se odstrani, ker z svojim negativnim elementnim misli škoduje celemu kolektivu. In je bil zelo užaljen. Ampak pozneje pa priznal, da je bil res eden od največjih nevernikov, da je vse to, kar delamo, je figel-fagel, ni nič. Ker mi morate vedeti, da vsaka oseba, ki nima vere v to našo duhovno pot, ta je, kako se reče, reakcionar, ta ruši, ta dela blokade, ker duh mora biti kolektivno, to je tako, kot 5 prstov. Če ta prst ne bo hotel stisniti, ja, tele ne bojo nič imeli od funkcije, tiste, ki bi jo morali upravljati. Ena roka s 5 prsti pokaže, kaj pomeni energija enega v eni točki. Tako je tudi zdaj. Ko je Jožko naredil to, da ste se umirili pa osredotočili na njega je tu bolj zaradi tega, da imate ne begajoče, en bo na luster gledal, en bo gledal tam na tla. Temveč bo gledal v tisto, kar mu daje jamstvo, da je ta koncentracija koristna. Ker imamo vero v njega, ker verujemo v njega, da je dober v tem poglavju dejavnosti, jasno, da bo tudi uspeh. Brez vere, kjerkoli je tle noter, ne bo mogel dobiti tistega učinka. Ker morate vedeti, da misel
je lepa. Toda, če je še vera podrejena, potem je 3/4 uspeha. Če sem šel jaz delat nekaj slikarsko, pa sem verjel, da bo dobro je spati. Če sem pa že za tetke rekel, to vse skupaj sranje, je tudi ostalo sranje. Oprostite na izrazu, ampak tako je to. Vera. In tako tukaj prehajamo. No, zdaj pa drugo, vemo pa kaj drugega govoriti. Gre se za to, da bomo, tle imamo knjige, knjiga je 15 evrov, una druga, mladost je pa 5 evrov. Zakaj? Zaradi tega, ker je to bila knjiga v zalogi, ki je bila že enkrat na tržišču, ampak se je take prodajal, ta je umrl in je ostalo v skladišču in je moja soproga rekla, tole bomo pa kar stran vrgli, ampak vse jih pogledamo, kaj je v škatli. In not je videla moje knjige. Kar bi rekel človek, neverjetno. Kaj bi bilo, če ne bi imeli preproge? Ne, čakajte, veste, jaz jo ljubim in je beseda preproga v obliki soproge. Zakaj? Da nismo tako resni. Da ni žena en objekt, ki je samo za likanje pa pranje gat. Ampak da je zato, da nam daje moč duhovne notranje lepote. Ženska duša je čustveno daleč od nas in je nujno potrebna, da se tudi naš umski dejavnik ravnovesi. Ženska pa moški to stoji, leva pa desna roka. Mi imamo vse na svetu dvojno, gori doli, dobro slabo, a tako je tudi ta zakonska energija. No, zdaj, on bi že rad šel domov, ker ima težave. Ne, to dal sem ti prijetnost, razumem, zdaj pa flancaš. No, zdaj pa, prosim, tukaj nam bo, dragi Matija, bo registriral to možno nabavo knjige. V nasprotnem primeru pa bo tudi naša direktorica, ravnateljica, prijateljica imela v knjige še tukaj nekaj časa, da bo videla, koliko je še potrebe, drugo bomo pa poleg podpeljali. Tako, torej zdaj veste, viski so tukaj, visek plus knjižica je 5 evrov. O viskih bomo še govorili, kajti danes mi je ena povedala, da ima en problem z viskom, ampak teh ni samo eden, jih je polno. Zakaj? Zaradi tega, ker obvladovanje z viskom nekateri se vežbajo leta, ne 2-krat, 3-krat, leta. Zakaj? Ker moraš najprej narediti v sebi ravnovesje. Če ura je feder pokvarjen, kazalci ne bo nič pomagal. Kazalci so pa samo kaj? Orodje ure. No, tukaj se zdaj. Zdaj pa še prosim, če je še kakšno vprašanje na podlagi tega današnjega srečanja, bi bilo prav lepo, da kdo kaj vpraša. Kaj? 16. februar se vidimo zopet, ob isti uri. Ne pozabite vse vprašalnike, prosim izpolnite in vržite jih v škatlo zame. Hvala. 16. februar je sreda. To ste kako zval, pa vsak ni lepo dobro. Vse pismo in noter, a ni dovolj. Ja, ne znam, če to sem bil na predstavitev, pa in zdaj ne zdaj ne. Ja. Kako je videl to?
Ne bi nekaj poznala, druga barva. Čutim se tako fantastično. Ja, Vidim tudi tebe. Ob 6. bomo spet brali. Upam, da boš deležna. Ob 6. On je takoj rekel, a veš, ja, pri meni bo vse knjige in bomo brali vsako, kak je šel že tako ja, se mora zmeniti, veš, Ti veš, kot jaz se boš malo predstavljal. Ne, boš kakšen za tebe. A, jaz bi rada videla, kaj je naslikal, koga je naslikal. Thank you.
Zdaj pa že čez 9, ne?